No, zdaj ne bom pa začel predavati in sicer bom predaval nekaj, kar je zelo pomembno nekje tudi za teorijo znanosti, pa filozofijo, to je nejasnost. V znanosti namreč ljudje se bojijo nejasnosti, na drugi strani so pa ugotovili tudi, da je nejasnost včasih pomembna. Ker me poznate, veste, da bom poskušal to razložiti. Bom napisal. No, ker smo že lansko leto o nejasnosti govorili, ja, predno začnem razlagati, ne, še to povem, naprimer začetnik sodobne znanstvene filozofije pa logike Frege, ne, je mislil, je takole rekel, če mi z običajnim jezikom, recimo slovenščini, ne pa v nemščini, kaj govorimo, ne, potem je marsikaj nejasno. Se pravi, ne razumemo en drugega čisto dobro, take čudne stvari se dogajajo. Ali pa se nekaj zjemo, pa čisto ne, tako razume drug, tako nesporazumi pridejo v tako naprej. In zato je imel on idejo, moramo logični, znanstveni jezik, on je rekel Begriffsschrift v nemščini, to se je ful dobro sliša, ne, Begriffsschrift. In to je bilo tako, da bi ta zapis sledil poteku sklepanja. Ne. In ta, Bog pomaga, Begriffsschrift, je ta logika, tudi kakaj, ki se jo morate vi učiti, mislim, iz tega zastara. Ne. No, ampak je pa Frege je z drugo besedo rekel, zelo slabo je, če je nejasen jezik, recimo pri znanosti. Ne. Ampak je pa rekel, vseeno je pa rekel, je pa zelo dobro včasih, da je tudi jezik nejasen, naprimer v pesmih. Te pesmi marsikdo zdaj sploh ne prebira več, ampak jaz sem pa tja tudi prišel preberem. V bistvu začel sem sploh svojo kariero tako, da sem pred ogromnimi leti napisal ene pesmi, pa jih poslal problemom in ker sem mislil, ki je bila to moja prva pošiljka na tej reviji, sem jim dal še žiroreč in seveda so te pesmi stran naredili in na ta način jaz nisem ratel pesmi. No, ampak, mislim, zdaj, pesmi so, sem pa tja jih jaz poslušam, berem ali kaj tazga, ne svoje, ki nisem več pisal, ampak v bistvu so zelo nejasne, čudne, zdaj ne bi dobene pesmi recitiral, čuden, dvoumno vse, ne? Ampak v tem je ene vrste lepota. Ne? Se pravi, da nejasnost je sicer za znanost ni preveč v redu, ampak za literaturo, za pesmi, za naš pogovor tudi. Mislim, kako bi bilo zoprno. Zato pa me verjetno še niso zamenjali z računalnikom. Ker ljudje se vodimo in pravim, tem je užitek, ne? Da poslušati, tudi jaz cikam, da sem zmotren, kako, ne. Mislim, se motimo, se tako, nejasno, marsikaj je nejasno, ampak te nejasnosti je tudi kaj dobrega. Toh o nejasnosti na hitro, intuitivno. Zdaj bomo pogledali tist, kar sem vam že lansko leto razlagal in kar lahko dobite pa tudi na spletu, pa tako naprej, pa tudi v različnih knjigah, a ne, naprimer v moji knjigi. To je naslov knjige. To je pa nekaj. Nazivu sem. Dinamična filozofija. Tam imate tudi dve poglavji o nejasnosti. Reklama za ZIF, ne, išlo ZIF, Stanski inštitut filozofije fakultete. Pred par leti. No, zdaj vam bom jaz, kdo hoče tist pogledati, lahko tle pogleda ali pa na netu pogleda, ne? Ampak jaz sem vam zdaj zelo hiter malo osvežil spomin, kaj je to nejasnost. Nejasnost, koliko večina pojmov, ki so za nas pomembni, je nastala v Grčiji, tam je za filozofijo pomembna. Ne? In sicer, kdo je to zavihtal, ali je bil Platon ali Aristotel? Ali je bil Tomaš Akvinski? Noben od teh. Pač pa en tip, ki jaz sem bil zdaj v Grčiji, ne, in sem iskal njegov kipec, tam dobiš Platona, kad češ, Aristotela, kad češ,
Hipokrat, ta pa ne filozof. No, ampak ne dobiš pa enega tipa, zakaj ga pa ne dobiš v Grčiji? Je zato, ki sploh ne bil iz Grčije. To je bil Parmenides, Parmenid. Je pa Platon napisal en dialog Parmenid, za katerega se jaz, ki sem malo starejši od nas, spomnim, da mi je en pravil, mogoče bil Sloboroče, ki je bil literat, je rekel, ja, tale Vidmar, ne vem, če mi je sicer Vidmarja, to je bil naš ene vrste literarni kritik, je Vidmar rekel, jaz sem pa čital tegale Parmenida, namreč Platonov dialog, pa prav, to je pa res grozen žak. No, v redu. Jaz sem ga tudi čital, pa sem že pozabil, ampak zdaj gremo, kaj je Parmenid pogledal, pa iz kje je bil. On je bil Grk, ki je bil pa iz južne Italije. Ko jaz sem pa tja grel v Italijo, ne, pa tisti tam iz Kalabrije, pa to pravijo, ja, to je pa naš! To je naš, Parmenid, ne. No, zdaj, kaj Parmenid rihtov, ne? V bistvu on je zastopil eno stališče, da obstaja samo eno. Se pravi, da svet obstaja, ni pa delov, ne. Tisti, ki ste me že poslušali, jaz tudi nekaj podobnega zagovarjam. Se pravi, v bistvu bomo rekli, pluralisti mislijo, da obstaja mnoštvo. Se pravi, mislijo, da obstaja svinčnik, steklenica, človek, en posamezen človek. Parmenid pa mislite, da to nič ne obstaja, ne? Ker obstaja samo eno. No in je bil malo čuden, če se spomnite še iz prvega letnika, ki je rekel, da eno je brez delov, čakaj, jaz se vidi, da je bilo okroglo, se ne vem točno, kaj je bilo. No, in v bistvu je razlikoval, Parmenid je razlikoval med resničnostjo pa med prividom. On je rekel, on bi tako rekel, če Matjaž misli, da je tole steklenica, da je tole svinčnika, ne, pa živi v prividu, če bo pa imel ful filozofski uvid, ne, bo pa videl, da obstaja samo eno. Da je to samo privid. No, to je Parmenid. No in Parmenid je, zdaj se boste pa vsi spomnili, mislim, da se bo celo kolega Rebor spomnil, na tista dva, ki sta tekmovala, to je bila Želva, pa Zajc, ne poznaš, iz risanke poznaš, Želva pa Zajc, ne, zdaj, pustimo zdaj, kako je bilo, ampak ideja je, da če, kako bi rekel, ideja, da nikdar ne more Zajc prehiteti želve, ker če želva naprej šiba, pol se drobi razdalja, ne, intenzimalno, mislim, to je. No, ampak to je bil samo. Drug en primer, ki je bolj zanimiv, je tako zvan plešec. No, jaz sem skoraj plešec, jaz v bistvu, ki se pogledam v gledalo, mislim, da nisem plešec, če se bo še tako popad. No, ampak, dajmo pogledati, kaj je plešec. Naslednja stvar je, in to je primer, ta glavni primer nejasnosti, bomo videli, da so pa tudi še drugi primeri. Recimo, rečemo, da ima en tip, enega tipa vzamo, ne mene, ta je hujši primer, ki nima nič last na glavu. In to je jasno, da je plešast, ne. No, zdaj pa vzamo, enkrat gledate, ki ima več las, vaša generacija ima več las. Ne bi dal spet pripomati. Ampak recimo, da tisk, ki ima ful las, ne, da jih ima 10,000. 10,000, pardon. 10,000 las. No, se pravi, tale je plešast, se pravi, če rečemo, da je plešast, je resnično, da je plešast, to je pa neresnično, da je plešast. No in zdaj naredimo miselni poskus, ne realni poskus, ker bi me zelo zameril, če bi ga delal zdaj. Vzamo enega nasadka.
pravi, ne mene, in mu izpulimo en las. Se pravi, tip bo imel po 9999 las in zdaj vas vprašam, a je tip plešast ali je lasat? No, pravim, da ki se vi, ki ste mladi, pa tako pa polni las, zjutraj češete, ne, to sem nekaj prav, da povprečno zgubite 20 las na kampu. Se pravi, ampak če pa ta samo enega zgubi, ne, pol, se pravi, da je še zmer, se pravi, ni res, da je plešast in tako naprej. No, pol bo zdaj mislili poskusiti. Mu še en las je spulam, ne, se pravi, da ima 9998 las in tako naprej mu pulam lasje, ne. In zdaj, tole bomo takole narisali, takole, da gre v to smer, ne. In zdaj, ki mu jaz vse lase populam, ne, kaj jaz lahko sklepam? Recimo, če se vprašujem, recimo, da vas vzamem, ne, in v miselnem poskusu vam čisto vse lase populam, ne, da do nule pridete, mislim, kaj pa lahko sklepam? Logično. To je malo čudno. Sklepam lahko, da je še zmer lasat. Naš kolega je itak lasat, ampak zdaj, če bo vse lase populil, kako pa do tega neumnega sklepa pride? Ne? To je zdaj problem. To je modus ponens. In kaj gre približno tako? Modus ponens pomeni P implicira Q, P, to je stavčna logika za to Q. No, to je samo schema, da pogledati, se pravi, da rečemo, tip z 10.000 lasmi je lasat. Se pravi, ni plešast 10.000 las. Pomamo pa še takole, če tip, to pa tiskamo en las pulmo, če tip, ki ima 10.000 las, je lasata, ne? Pol tudi tip, ki ima samo en las manj, se pravi 9.299, je še zmer lasat. Se pravi, ni plešast, to je malo drugač vrstni red, te skeme, takole. Se pravičujem, samo napisal sem to, kar sem rekel. In v bistvu zdaj imamo pa sklep, da tale tudi ni plešast. Se pravi, tip, ki ima ful las, pa bo samo en las vzamemo, ni plešast. Ne? Ni plešast, to je pa sklep, takole ga označimo. Ok, takole še včasih naredijo. V bistvu jaz bi mogel, se opravičujem, da bi ista schema bila bi bilo tako, je pa itak vse kakšen vrstni red. No, to je čisto smiselno, ne? Ampak mi gremo en las za drugim lasom pulmo, v našem miselnem poskusu, nerealnem poskusu, in v bistvu gremo nazaj, ne? In nazaj pridemo do situacije. Tip, ki ima en las, ni plešast. Razumete? Mislim, zdaj tip, ki ima en las, ni plešast, ne? In mu, hodiča, zdaj pa še sam las, pa rečemo tudi tip, ki nima nič las, ni plešast, ne? Je ful lasat. To je pa malo čuden, ne? No, tlele pridemo, se pravi, če mi začnemo enkrat z modus ponensom, pa imamo tle en resničnostno vrednost, ki ta en se sem prenese, ki je pa v jasnem protislovju z en, se pravi z resničnostjo, se pravi nekaj čudnega se dogaja. No, in odkje pa ta čudnost? Čudnost od tod pride, da v bistvu, zakaj tak čuden sklepa, ne? Ker ni meje. Če imamo mi enkrat modus ponens sklepanje, pa za vsak korak naredimo tak modus ponens sklepanje,
V bistvu v celem nizu 10.000 korakov ni meje, kjer bi bil eden lasak, drug pa plešast. In če malo razmislimo, je res tako, ne? Da ni meje. Zato lahko rečemo, da je lastnost biti lasak ali pa biti plešast, da sta to nejasni lastnosti. Vidite, to je nejasno. Zakaj? Ker ni nobenega, če bi bilo pa tlele, recimo pri 5.000, ne? Če pri 5.000 bi bil še lasaka, ne? Pri 4.999. Bi bil pa že plešast, ne? Če se mi dogovorimo, da je tako. Potem pa obstaja jasna zareza. Potem pa nimamo več nejasnosti, ampak je jasno za vse. Mi vsakega vzamemo, recimo mene, da ne bom drugega razgrabil, in preštejemo na 7, ne? In če ni 5.000, sem plešast, ne? Mislim, tole. Ampak to je malo umetelno, se zdi, ne? Moj pediatru, vse sem rekel slabo, sem spal, zato se imene spominja, Williamson, kako moj pa že ime? En moj dober prijatelj, Michael Williams, ampak to ni tako je. No pa poglejte, napišite Wegener, angliško v leta, ne, pa napišite Williamson, pa boste dobili njegovo ime, ki se ne spomnil, ker on je eden največjih specialistov za to nejasnost. Ne. In on je prišel v Ljubljano, in sem ga jaz tudi v eni take skupini, ki ste vi predal, mislim, kar je pa zanimiv, to je, da tip ima najbolj, kako bi rekel, izborno mesto za vse filozofe v Oxfordu. Se pravi, ta glavno filozofsko pozicijo v Oxfordu ima tale Williamson. Vimela, mogoče sem pol spomnil, kako mu je ime. No, ker je prišel v Ljubljano, je prišel zato, ker sem jaz takrat izdajal eno knjigo o nejasnosti, pa prav, Matjaž, kaj je s knjigo o nejasnosti? Jaz sem ga pa pelil na trg, pa sem ga povabil, tam, ker sem zmeden bil, sem ga povabil na ene, se mi zdi, vampe. No, v redu. Ampak imel pa te dobre predali. No, to, da je Williamson jedel vampe na trgu v Ljubljani, v tržnici, si boste gotovo zapomnili, ampak tisto, ker je pa filozofsko bolj pomembno, je pa naslednja stvar. Kaj on misli za nejasnost? On misli ravno obratno od vseh drugih ljudi, namreč misli, da predikat, kaj še ne? Timothy, točno, hvala. Zmer, kaj še pomoč pride v tem modernem času, ja. No, on je res ta glavno, on je nasledil po Dametu stolico, ta glavno v Oxfordu. Ok, čakaj, kaj Timothy, se pravi, mi vsi normalni ljudje mislimo, da ni take zareze, ker zareza bi bila tako, da recimo tole je ima eno kvaliteto, en plus ena je pa drugo, in če taka meja med tema obstaja, recimo, da so tle plešasti, tle so pa lasati, ne? Če taka meja obstaja, pol imamo jasnost. Če pa ni take meje, tako kot smo pokazali v tem Parmenidu, je pa nejasnost. Kaj Timothy Williamson prav? Prav naslednje. To je stališče, ne, ki ga v svoji knjigi zagovarja, kako je knjigi po vašem naslov, nejasnost. Samo da vam klešni bejt. Kakšno stališče pa zagovarja, moram zdaj že dokončno povedati, da obstaja meja. Ampak kaj pa potem z nejasnostjo? Čakaj, on zagovarja nejasnost, pa prav, da obstaja meja. Iz kje bi prav pa potem lahko nejasnost, če meja obstaja? Se pravi, če točen jasno zame, ali sem plešast ali ne, jaz upam, da ni. Ja. Meja obstaja, ampak nam ni spoznavno dostopna. To trdi Timothy.
zato pa ima glavno stolico v Oxfordu, da se kaj takega spomnim. Se pravi, meja obstaja, ne? Ampak mi, končna bitja, nam ni dostopno, ni spoznavno dostopno, mislim. Tako da, 1-0 zame, ne? Se pravi, da še zmer se lahko izvečem, da rečem, mogoče sem povedal, da sam, ne. Tudi če je 5000, pa preštejete vse, da se je na moj glav, pa recimo, jih imam malo manj kot 5000. No, zdaj, jaz sem dal en primer tako zvanih plescev, ne. Ta drug primer je sorites, je pa kup. Jaz ne znam grško, čeprav sem bil v Grčiji že parkrat, ampak pravijo, da sorites je ime za kup, se mi zdi, ne, če znam to grško. Nič, jaz ne naučijo grščine. Jaz tudi, jaz znam tist, kako se reče. Uzo. Ja, se povečujem, ker se zelo spal. Uzo, tisto čeravčiče. Suvlak. Vino. A je nedo? Voda je. Kaj pa vino? Nič ne znate ga. Jaz tudi ne sikirajte se. No, krasi, ja. Hvala. Tako, ki je še izkajal pri nas komunistični časopis Pavliha, to se noben več pod nas ne spomnim, je bilo vsi ljudje vse do, ta glavna rubrika. No, kaj sem hotel zdaj reči? Sam neumnosti govorim, pa skoro 4 zgubil. Ne, cel nisem čisto zgubil. Se pravi, to se hotel povedati. Nejasnost je, če ni meja, ne? Če meja je jasnost, ampak lahko je pa tudi meja, pa je nejasnost, ker zagovarja Timothy Williamson, namreč, da je spoznalno nam nedostopna ta meja. Na ta način, ki je zelo dober logik, tale Timothy Williamson, mu je uspel ohraniti klasično logiko, ne? Pa nekaj povedati tudi po nejasnosti. No, zdaj, da gre malo naprej, nimamo, tist, kar sem že začel govoriti, nimamo samo plesov, imamo tudi kup, ne? Kup je, jaz sem zelo na hitro zdaj povedal, v bistvu imaš tudi 10 000 tehle kamenčkov, ne? Če so pravilno skrb dan, pol je kup. Tako kot isto, če niso lasje pravilno skrb dan, recimo lahko, da imam 10 000 las, jaz klere pa ne, so vsi klere, recimo, potem še zmer sem mejni primer. Razumete? Če na en klere ful, kako se reče, klešo, ne, klere pa 10 000 las, mora biti na pravilnih mestih. Ker je na pogruntu tist, zdaj je skoni. Ker si pa presredih lasi. No, ampak se pravi, če je kup pravilno zgrajen, se pravi, da 10 000 kamenčkov je skrb, a ne pa tam, ampak tako skrb, pa če jemljamo te kamenčke, ne, tudi, ki imamo 2 kamenčka, še zmer rečemo je kup, pa ker en kamenček je še zmer kup, ker je spet v bistvu nejasno oziroma čudno. No, druga stran je pa bogatstvo, ne, tega zbir razmišljam, da bi rato mogoče bogat, da daš tisti dinar na dinar, palača, tako. Evro na evro. Ne vem kaj. Šolnina. No, da si še izobražen. No, v bistvu, ja, kaj se hoče reči. Tudi, zdaj, če vi ne dajete, dajmo narediti poskus, se bo samo mislili, ampak je bilo fajn, če bi bilo realno v tem primeru, če vi meni dajali zmer vsako 10 sekund 1 evro. Kaj je pol z nejasnostjo? Mislim, če bi ful dajali, pa bi vsi izgledali, pa bi rekli, potrču, dajmo po 1 evro. Pa bi jaz recimo 10 000 evrov zbral, ne? Bi lahko že tist avto, ki je C-et kupil. Še enega evro manj. Kje je nejasnost? Nejasnost je v tem,
da ni točke, kdaj sem jaz ratal bogat. Na koncu pa sem bil, ne? Se pravi, spet ni take točke, recimo, da je bilo 4299, bi bil še reven, ne? Kar dobra, dača, evrov. Mislim, 5000 bi bil pa že bogat, ne? Take točke. Ja, no, toliko o nejasnosti za začetek, ampak zdaj pa naprej. Mi pogledamo zdaj, kaj se dogaja z nejasnostjo. V bistvu, ljudje, ki so nekaj več o tem pisali, eno sem bil jaz, drugi je bil moj prijatelj Terry Horgan, pa drugi, smo tako rekli, v bistvu nejasnost vodijo normativne prisile. Namreč, tale, ki smo imeli poskus pri prijestu miselja, je bila po modus ponensu normativna prisila, da vsak naslednik bo imel isto resničnostno vrednost kot predhodnik. Se pravi, če ima tale, da je lasata, ima tudi ta, da je lasat, se pravi, to je normativni pritisk. Zdaj, in ki pride do sem, je ta normativni pritisk še zmer deluje in je ta tudi pošle lasat, ker je pa nesmisel. To je ena normativna prisila za niz solites, se pravi, po tem kupu je najbolj znano, zato pravijo temu solites, če so Amerikanci, Angleži pravijo sorites nekaj. No, ampak druga normativna prisila je pa taka, da nekje pa vendarle vidimo razlike. In sicer se razlike tako vidijo. Naredimo naslednji miselni poskus, ki je različica plešca. To je samo miselni poskus, ki ne bi bil za ljudi, bi bil dosti okruten, ker bi mogli ljudje precej časa stati v vrsti. Miselni poskus je takle. Vzamo enega tipa, ki ima 0 las, pa ga damo odhode. Pa enega drugega, ki ima 1 las, pa tipa z 2 lasema, pa tako naprej. Vse točno preštejemo, koliko las ima kdo, in na koncu ima tip 10.000 las. To je pa precej dolga vrsta. In jo damo tam nekje na horizont. Tako da, in jo z špetlinom gledamo, kaj se dogaja. In rečemo, aha, pa ugotovimo, pravimo, tlele so bolj plesci, tlele so bolj lasati, tlele pa pravimo, pa ni jasen, je pa eno, rečemo temu, sivo področje. Zato je ful vidimo, da so plešasti, zato je ful vidimo, da so lasati, tlele je pa tako zvano sivo področje nekje vmes. Zdaj, mi nismo rekli, da ljudje so tako razmišljali, mogoče ima tle sivo področje, tle eno zarezo, pa tle eno zarezo, namreč tako. Ampak to ni, mislim, da je dost, da ta normativni pritisk, da to vidimo, pa da to moramo upoštevati, pa prejšnji normativni pritisk, ki nam resničnostno vrednost šiba čez cel niz, v vsako smer, da skozi ostane ista, sta v protislovju. To je nekoherentno. Se pravi, sam nekoherentno se ne drži skrbno. Nesmiselno. Se pravi, nesmiselne stvari skrbno. Se pravi, normativni pritiski so taki, da ni ravno smiselno, da skrbno stopi. Zato smo mi rekli, jaz pa še eni kolegi, smo rekli nejasnosti, da je šibko, nekoherentna, bom probal to v slovenščino prejeti, se pravi, čudna, nezdružljiva, ne en način, mislim, normativni pritiski, se pravi, so nezdružljivi. In seveda, tisti, ki sem začel predavanje, to je zelo slabo za tem, ker rabimo jasne stvari, ampak je pa v bistvu za običajno življenje pa zelo v redu, Zdaj sem govoril o tistih psih, pa psi pa mačke, in kakšni psi so, kaj se je, pa mačke znamo, ene so siamske, druge so košate bele, tako naprej. In v bistvu je včasih dober, da imamo take kategorije,
da nejasnost uporabljamo, da še zmeraj vemo, kaj je mačka. Ne? Če mi je za vsako mačko čist posebej, ne, mislim, ker vsaka mačka je različna od druge, Hegel je rekel, vse krave so bilo črne, vidite, pozabi se, kaj Hegel je rekel. No, ne, ampak res se ti, da je to bolj pametno, če rečemo, da vsaka mačka je malo drugačna od druge. No in seveda, če imamo take kategorije oziroma pojme, da to upoštevajo, se pravi, mora biti nejasni in to v redu pozor nas. No, jaz sem zdaj naslednjo stvar hotel reči. Nejasnost je gotov dobra jaz upam, da zdaj razumete, kaj je to nejasnost, ne? Lahko pa še pogledate, vagueness, nejasnost, pa tako naprej, pa moja knjiga se prej povedal. No in to, kar bi pa zdaj rad povedal je, in kar se je tudi Frege strimil, kot začetnik te znanstvene usmeritve, je rekel, nejasnost je v redu za jezik, pa misel, se pravi, recimo za pripovedi, za pesmi, pa tako naprej je hotel reči, pa tudi za vsakodnevno sporazumevanje, ni pa v redu za znanost, to je hotel reči. No, zato mi takole lahko rečemo. Nejasnost je v redu za jezik in misel. Mislim, da sem to že lansko leto napovedal. Se pravi, jezik, misel. Je ok. Zdaj pa poglejmo, a nejasnost lahko obstaja v svetu. Kaj se pravi, če govorim svet? Svet je pa vse okoli nas, kar ni jezik pa misel. Se pravi, več ali manj materialni svet. No in če si zastavimo to vprašanje, vidimo, da zdaj ljudje različno sklepajo. Naprimer, mi Slovenci imamo enega dobrega filozofa v zgodovini, to je Weber, ne? In on je bil Meinongovc, in on je mislil, da ontologija, se pravi to, kar obstaja, so nejasne zadeve. Ampak jaz sem enkrat napisal v Meinong študijem, Meinong študijem, en članek, v katerem sem trdil, da te bitnosti, za katere Meinong misel, Meinong je bil iz Gradca, v Avstriji, pa je za našega Webera, od našega Webera bil učitelj, jaz sem v svojem članku pa napisal, da te kategorije so v bistvu kategorije jezika in misli. No, zdaj ne bi šel v kompleksno Meinongovo pa Weberovo delo. Se pravi, mogoče še to povem, ker sem že začel tega Meinonga pa Webera, da je rekel, da je naprimer Meinong rekel, obstajajo predmeti, tako da taki predmeti ne obstajajo. SGP, a je rekel dinge objekte, zato da se zolhe objekte ni gibt, čuden. V redu bomo o Meinongu kdaj drugič. No, ampak Meinong je bil en tak čuden tip, pa njegova šola, ki je mislila, da nejasnost obstaja tudi v svetu. Ampak njihov svet je bil malo pojmoven. Mi normalni ljudje pa se nam zdi, bi se nam mogli zdeti, da nejasnost ne more obstajati v svetu. Zakaj pa ne? Tlele bom dal čist kratek dokaz. Iz tega, kar sem že povedal, v tem solitec nizu, ki smo za primer plešce vzeli. Ko smo skušali opredeliti nejasnost, smo ugotovili, da je nejasnost nekoherentna združljivost, se pravi, med sabo bijoča se združitev dveh nasprotujočih si normativnih silnic. Se pravi, ena je ta individualistična, da šiba skozi isto resničnostno vrednost od enega konca do drugega, druga je pa ta, da vidimo jasno, normativno se nam zdi, da moramo upoštevati, da vendarle so razlike. In zdaj pa, če se pa jaz vprašam, a fizikalen svet je tak,
A je lahko fizikalni svet tak, da ga tvorijo, v njegovem temelju fizikalni svet tvorijo, ali pa materialni svet tvorijo, med sabo skregane, sprte, nekoherentne, normativne silnice, bom rekel, da se mi zdi, da to ne more biti res, ne. Fizikalni svet. No, to je bil zelo kratko dokaz, da v svetu, ki je neodvisno od jezika in misli, ne more biti nejasnosti, v jeziku in misli pa obstaja nejasnost. No, zdaj sem v bistvu nejasnost, koliko toliko začetno uvedel. Zdaj pa dobro, da pridem do naslova svojega predavanja, ker normalni ljudje dajo na začetku. Kako je pa naslov? Jaz sem celo na svoji spletni strani, mislim, da smo frendi lahko videl, piše nejasna vsebina, zdaj če vidim, v jasnem svetu. No in to je tudi naslov današnjega predavanja. To je naslov predavanja. In mislim, da sem glavne stvari zdaj že povedal. Ne? Ampak eno stvar še nisem govoril o vsebini. Zdaj, vsebina je psihološka vsebina običajno in zanj sem že risal tisti moj priljubljen primer, ki pride deketisom demer, se pravi mačka, sedi na predpražniku. Se pravi, narišmo mačko, da bo najlepša. No, zdaj, če pogledate to medino mačko, ne, pol lahko tvorite misel. Aha, mačka! In to, kar tvorite nekje v svoji glavi ali pa okoli nje, to so različne hipoteze od tega, je vsebina. Temu se reče. Se pravi, če mislite na mačko, ste naperjeni na mačko, bi rekel naš Weber. Če pa mislite na psa, ste pa naperjeni, se pravi, intencionalno usmerjeni na psa. Če mislite pa na sudoku, križanko, pa ste naperjeni na problem sudoku križanke. Se pravi, lahko mi zmer smo kuža pa muca, ne. Ljudje malo se čem razmišljamo, in vse tiste razmišljamo je lahko vsebina. No in zdaj, ta vsebina je, kar piše v naslovu mojega predavanja, nejasna. Že tale mačka je nejasna, kaj pa šele vsebina. In jaz sem prej tudi rekel, en razlog, zakaj je dobro, da je nejasna, je fajn, da je nejasna vsebina. Če način samo, da je eno mačko, pa vse druge sploh ne prepoznali. Ne bi taki zombi, ne. Samo muca, maca, vse ostale pa bile, mislim, sploh jih ne bi videli. Ker imamo pa nejasno vsebino, lahko tudi druge mačke pokapiramo, da so mačke. Čeprav so ene sijanske, druge pa zelo puhaste, pa debele. No, to je vsebina. No, zdaj, to, kar sem rekel, zdaj, prej sem dal zelo kratek dokaz, da v svetu ne more biti nejasnost. Sprejmo, da je tako, če boste imeli glede tega ugovore, je zelo v redu, da napišete tiste pol strani, ne? Se pravi, mi smo trdili, da v svetu ne more biti nejasnosti, rekli smo, da je pa nejasnost v redu v jeziku pa misli. Zdaj, jezik pa misel sta povezana s psihološko vsebino, ne? Ampak ta vsebina je pa nejasna,
ker jaz večino stvari pišem v angleščini, se morate zamisliti, kakšna zmeda je v moji glavi, ker se reče v angleščini vape je nejasno, zakaj se to govorim, se vse. No, vape je pa jasno, ne? V slovenščini je pa obratno. Z likarnico, se opravičujem. Upam, da čakaj, kaj sem zdaj že govoril. Ja, se pravi, en dokaz je bil, da v svetu ne more biti, da svet, ki je neodvisno od jezika, mislim, more biti jasen, nekaj po slovensko povema, ne? Intencionalna vsebina je pa nejasna. Ampak, zdaj pa poslušajte, te pa keč. In to je pa moj prijatelj John Tinson pogruntil prvi, ne, da je dal ta govor. Je rekel, to se lahko vsak spomni, ampak intencionalna vsebina je pa v svetu, ne. Se pravi, jaz razmišljam o mačka, pa vi razmišljate o mački, če gledate umetnino mačka. Se pravi, da se v svetu nekaj dogaja, ne. Ampak po predpostavki pa v svetu ne more biti nič nejasnega. In zdaj smo pred problemom, kako je možno, da obstaja nejasna vsebina v jasnem svetu. To je zadeva, o kateri bom zdaj začel govoriti, ker zdaj smo nejasno znali pogledali. Moj odgovor je, v bistvu bom povedal zelo enostavno, nekaj bom malo komplicirano povedal, je oprt na zavestno naperjenost, če lahko tako rečem. Se pravi, bom takoj povedal to, karkoli rečem v angleščini phenomenal intentionality. Je že bolj zavestna naperjenost. Se pravi, naperjenost je intencionalna usmerjenost recimo na mačko, ki jaz mislim na mačko, če res mislim na mačko, potem v bistvu je zavest prisotna, ker so ti ljudje, ki so zavihta intencionalnost pogruntali, recimo Brentano je rekel, zavest je najbolj pomembna pri intencionalnosti. Glejte, zadeva je taka. Če jaz mislim na mačko, ali pa na karkoli, tudi na flašo ali karkoli, v bistvu ne morem misliti nje, da bi bil zaveden pri tem. Se pravi, da ena kvalitativno doživljanje, recimo, če ne bo jasno, recimo mačka, pajk, če mislim na grdga pajka, pa na simpatično muco, je kvalitativno doživljanje različno. Ali pa kača, ali kako, tako da vam bo jasno, da kvaliteta gre z naperjenostjo. No, ampak ta kvaliteta je pa jasna, ker je zavestno, nam prisotno v naših mislih, je zelo jasno, zelo ostro, se zelo ostro pojavlja. Se pravi, če mi kadarkoli sploh mislimo, recimo nekaj tacega, kot mačka, pajk, flaša, karkoli, v bistvu mi ne moramo tega misliti, res ne, da bi, se pravi, nujno je, da tudi imamo zavest vključeno v to. Se pravi, zato rečemo temu zavestna naperjenost po slovensko. No in moja glavna ideja, vse je malo bolj komplicirano vse, ampak moja glavna, zelo enostavna ideja je, da ko se intencionalna vsebina pojavi v svetu, se mora pojaviti na jasen način, če je ta vsebina zavestna. Če ne misliš zavestno, ni dosti jasno, pa itak zamutiš, ne misliš na mačko. Če pa sploh misliš na mačko, ti mora biti zavestno prisotna. Nekaj tazga, ali je to prenatarno mislim. Ja. Ne, se pravi, to je glavna ideja. Ne?
No, ampak zdaj pa pride malo dialektike, jaz se opravičujem, ker zdaj bo malo bolj tehnično, ne bo preveč tehnično. In še eno razlikovanje bom upeljal, ker ne vem, če ga je kdo že sploh v slovenščini uporabil, se pravi določujoče pa določeno. No, ker sem jaz bil v vaših letih, pa tako sem tudi matematiko poslušal, pa prijatelj, pa tako, in on je imel recimo množice. In ta je bil, ta prijatelj, mislim, da je že umrl, ni to prijatelj, je bil član šole Bourbaki. Kdo pa je to bil Bourbaki? Nič ne veste, bi se tudi jeste. Ma bom povedal, da je bil Bourbaki. Bourbaki je bil en, kako se to reče, pariški potepuh, ki je spal pod mostom, pod Seno, ne pod Seno, se pravi, znamo Sene. Sena je pa reka tam, Parizu. In tisti, tile matematiki, ki so imeli te teorijo množic delali, ne, so rekli, to je skupinski projekt. In se, recimo, če bi jaz bil en tist matematik, se ne bi podpisal pol Matjaž Potrč, ne, ampak enostavno bi vzeli skupno ime, ne, in skupno ime so pa vzeli slučajno en tam zraven prišel, pa vino pil, pa tak, pa bo bilo ime Bourbaki, ne, od tega je znana. No, ki je to toliko zanimiv, bom so napisal ime. No, dajte pogledati, če boste dobili te na splet. Se pravi, to je šola. No, ampak tile tipi so imeli razliko med dosti kompliciran, ker to so matematiki, vse za mene kompliciran, ker nisem matematik. Ampak delovali so z razredi, pa z elementi razredov. Se pravi, mačka, vsaka posamična mačka je en element razreda mačke. No, že v srednjem veku so pa ljudje videli, da ni to enostavno, ampak dosti blizu so prišli aristotelijanci temu pristopu, ki sem ga ravkar omenil, ko so imeli med, rod pa vrsta razlika, pa kaj, to ste se vi zdaj učili. Se pravi, mačka, tako, ne, primer mačka. To je ideja, da je zelo nekaj podobnega imel tudi Aristotel, ampak niso pa toliko močno šli. Jaz bom tudi povedal, zakaj se mi zdi, da je to pomembno, da se množica pa element, se pravi, člen množice, da se zamenja z določujoče pa določeno. In jaz sem bil pred 3 leti, sem bil čas, ki to beži, se mi zdi v Dubrovniku, da je bil John Searle, Searle se piše, in jaz sem nekaj govoril o morfološkem vsega. No, ampak, potem sem pa pogledal, kaj vse je ta Searle delal, jaz sem tudi že prej od njega stvari bral, ampak med drugim je napisal en bistveni članek, določujoče pa določeno. In to v takratni enciklopediji filozofske, zdaj dobite vse na neto, takrat je bilo pa leta 67 to objavljeno. Drugač Searle, kaj bi rekel še o njem? Zmeraj dobro malo povedati, če ljudi srečaš, da mislim, da je zelo bogat, ne samo, da je dober filozof, ampak je zelo bogat in ima v bistvu eno veliko področje, na katerem prideluje vino. Ja, tako da ni pijanc, tako kot Bourbaki, ampak prideluje vino. Da so drugi pijanci. Verjetno. To vino nekje v Kaliforniji prideluje. Poleg tega sem pa zvedel še štorijo od njega, mislim, od drugih ljudi zvedel,
da je v bistvu bil eni taki protestantski veri vzgajan, eni različici, ki so tudi pri nas zdaj znali, da so jim rekli, da ti, ki so v tej veri, ne, morajo nekaj bistvenega doprinesti v svetu, ne tako, kot vsi ostali ljudje, ki samo spimo, da res nekaj odkrijejo. Ne. In zato je zmer on te svoje odkritja. Ampak, ker sem jih jaz z bruci delal, vi niste več bruci, sem večkrat videl, da so sicer genialne ideje, ampak da so tudi tumljive včasih. Ampak to je recimo določujoče, pa določeno je ena izmed teh, ki je srl upeno, v sodobno razpravo. Skupaj s Kernerjem, kdo je pa to Kerner? En tip, ki sem enkrat v Gracu srečal. Dobar. No, tudi lahko pogledate Kerner, ali pa lahko vzamete na Stanford enciklopedijo filozofi, ki je zastonj se dobi na spletu, ne? Mislim, da je naslov članka Determinants of Determinables ali pa Indeterminables, ki ga je napisal moj znanc David Stanford. Zakaj je moj znanc? Zato, ker je bil večkrat na Bledu, na mojih konferencah. Mislim, jaz sami resnice govorim, se pa zdaj že malo pečem, tako da je najbolj, da grem zdaj stran od ljudi, pa k snovi. Se pravi, zakaj je to določujoče pa določeno? Primeri so recimo barva, ne? Določujoče je barva, ne? Konkretni, ali pa recimo rdeče, ampak če vidim tole rdečo, pa tamle rdečo, pa tamle eno rdečo, je vsaka izmed teh čist malo drugačna rdeča, ne? Se pravi, da to določujoče je ena splošnost, pod katero padejo posamične enkratne stvari, ne? To se mi zdi bistveno. In tisto, ki sem jaz prej rekel, da če je zavestna naperjenost bistven odgovor na naše vprašanje, kako je sploh možna nejasna vsebina v jasnem svetu, potem je zgleda to s tem na ta način povezan, da tako, kot je vsaka rdeča barva prav različna, pa se ne da te njene čist specifičnosti, se ne da v določujočem, da se reče samo rdeče. Ne? Vsaka rdeča je toliko specifična. Ne? Isto, če mi imamo misel v svetu, je vsaka naša misel čist različna na en način kvalitativno, se pravi zavestno, od vseh drugih misli, od drugih ljudi, pa še od naših drugih misli v drugem času. To je. Zdaj se rekel, že 2 leta o tem razmišljam. Ampak mislim, da sem to zdaj v redu povedal. Zdaj pa pride malo Zdaj pa uporabimo ta razlikovanja, pa se vprašamo, kako bolj tehnično, kako je nejasna vsebina možna v jasnem svetu in bomo rekli, možna je, če ni podvržena nejasnosti, se pravi, če ni podvržena nizu sorites. Kaj se oklešče reče? Soritis success. Mislim, se pravi, da ni podvržena nizu sorites. Se pravi, ni podvržena nizu sorites, se pravi, kako je možna ta, se pravi, da sama vsebina, ki je sicer nejasna, mora biti v svetu nastopati jasno. Jaz mislim, da je to še zmeraj toliko komplicirano, da bom vam dal en primer, ki sem ga že pred 1-2 letoma enkrat uporabil, mogoče tudi ven sem se predal. To je, jaz sem zelo rad, ker se ne spoznam preveč na slikarstvo, ampak skoraj ne moreš ni teh naših impresionistov. Ne. Recimo, čakaj. Kdo je že narisal Škofja Loka v snegu? To se pravi. Sem vas hotel zmesti, hotel reči, a je jama, je en tako rekel groha, točno. Ta se mi zdi recimo odlična slika. Pol sejavc, ki ga imamo slova, se mi zdi, na čem ga pa imamo, na pol evra. Nič ne gledate na svoje. Nič nimate denarja. Nekje se mi zdi, da je na enih kovancih. Je tudi zelo lepa slika. In zdaj, impresionisti so imeli impresije, vse zmer slovenci to kradi uporabljamo te grde tujke, kako je impression, čakaj, kaj bi bilo že so slovenci?
Vtis, ja. Ja, oni so imeli vtise, take packe, eno pa drugo, ne. Mislim, da če zgledal tako, nisi videl nič, ne. Šel pa tja pol, pa si videl lepo Škofjo Loko snedel. Isto se jaca. To so impresionisti. In zdaj, če pogledamo recimo, kaj se je Škofjo Loko v snegu, vidimo naslednje. Da vsaka točka te slike je popolnoma jasna. Vsaka posamična točka je popolnoma jasno, kakšno barvo. Vsaka packica, neč. Pol. Naše dojemanje je popolnoma ostro, če mi to sliko estetsko ugodno dojemamo, ne? V bistvu to ostro dojemamo. Zavestno, ful dojamemo, ne? Nam nekaj pomeni, kvalitativno dojamemo. Ampak sama naperjena vsebina, ne? Tisto, kar je predstavljeno, je pa nejasno v tej sliki. In mislim, da je tako nasploh, ne, da naperjena vsebina večkrat je kot taka, in zdaj mi rečemo, nekaj, kar določa, je nejasno, ne, tisto, kar je pa konkretno določeno v konkretnih situacijah. Je pa jasno tako fizikalno v tem primeru, da je taka pa taka barva, točno lahko rečemo, kakšna vrsta rdeča, pa belja, pa zelene. Plus naše zavestno doživljanje je ful jasno, ne? Mislim. Aha, dobro. No, zdaj, v redu, tu je bila še ena taka, mislim, da je dosti v redu, ilustracija, ne? Ilustracija, intuitivno, ko smo videli, da je res nejasna vsebina možna jasna srednja. Torej, zdaj bi šli malo bolj sistematično. To so se jaz pa moj nekaterih organ igrala s tem in je dosti kompliciran na bolj pogled zgleda, ampak mislim, da ne bo to kompliciran, če bi bo uspel povedati. V bistvu isto, ker recimo rdeča, nasploh rdeča, ni določena, ne? Je nejasna, konkretna rdeča, lahko rečemo, je pa določena in je zato jasna. Zato bom zdaj malo narisal takole, kakšne različice imamo. Jaz upam, da ne bo to predolg, ker malo bomo šli ene 2 do 3 različice, pa bom pa dal tudi svojo rešitev, ne? Imamo določujoč, se pravi, tako sem napisal, to sterjem, je nejasna, določujoča, rečemo temu zavestna kategorija. Kjer imamo določujoče. In zdaj mi lahko vidimo, da to določujoče kategorijo oprimerja več, jaz sem to, ker sem bil v Grčiji, za psi, za zaveste termine, za zaveste kategorije, jo oprimerja več zavestnih. Mislim, da je to psi, in to ponovadi psihologi, naši kolegi, za psihologijo uporabljajo. Ampak to rečemo, da so to zavestna, fenomenalna stanja. Ker so to različna, bomo dali temu naslov. I, kaj se je, tanje bo R, tanje bo N, kjer jih lahko še več tako. Ampak zdaj mi lahko se pa zgodi, ker pa kjer ni konca temu, ne? Ni jasne meje, zato so tiste 3 pikce levo pa desno, bomo rekli, da imamo nekaj opravka z nejasnostjo.
In zdaj, se pravi, v tem primeru imamo gor nejasno, pa tukaj nejasno, ampak kako lahko pridemo do jasnega, jaz bom zdaj samo tako zelo na hitro intuitivno malo povedal, ker tudi toliko časa nimamo. Enostavno, da omejimo ta niz na levo pa desno, namesto da imamo tle nejasnost. Počrtamo nejasnost, pa rečemo tle ne zarezati. Se pravi, podvrženo je solitesu, če gre brez konca vse strani. In takrat je nejasno. Jasno pa je, če obstaja tisto, ki smo rekli n plus 1 jasna zareza. Se pravičujem zdaj, pravičujem se zato, tako je povedal, ker je moj tale prijatelj, zdaj že pokojen, zelo dober profesor Henry Liming, mi enkrat je rekel, Matjaž, je rekel, noben normalni človek ne mora poslušati kjerga kot predavlja več kot 40 minut. Je rekel, zapomniti si. No, zato se upravičujem. Jaz sem pa tleli plačan, da več govorim, pa še nisem počan. No, druga različica je tlele, da imamo pa nejasna določujoča namesto zavestne kategorije, se upravičujem, bom tlele uporabil, bomo vzeli naperjeno, intencionalno kategorijo. Mogoče je dobro, da nekaj o tem povem. Se pravi, če imamo zavest pa naperjenost, sta to dve stvari. Če jaz mislim na mačko, sem usmerjen na mačko, je to moja vsebina, zavest je pa kvaliteta te usmerjenosti, ki se kaže, da je mačka luška, naprimer, če bi bil pa jaz, če bi pa razmišljal o zelo grdnem pajku, bi imel pa drugo kvaliteto zavestnega doživljanja. No, zdaj imamo nejasno določujoča naperjena kategorija, ne bo tak primer, da mislim, da bo zdaj pa tete uporabili, pri čemer so tete posamične določena intencionalna stanja. Moje drugo poročilo je, ker to ne moram biti malo prehiter, če gremo še 3 ure. To pa spet ne brat, mislim, kako naredim je narobe. Se pravi, če bo tale I, ta bo L, ta pa R. In spet imamo isto zadevo, da je nekaj nejasnost, in imamo možnost, da jo pač, tako kot sem, se pravi, imamo intencionalna stanja, to je določujoče, recimo v mački, so pa posamična intencionalna stanja, se pravi, ne kvalitetna, kvalitativna zavestna, intencionalna stanja, ki so pa nejasna glede tega, da je njihov niz, nima konca, ne vedno sledi v drugo in to lahko naredimo jasno na ta način, da tlele spet postavimo te zareze, na konc, da rečemo, tle do tle gre, pa bomo pa jasni. Samo od kje že dobimo te meje, da se ne bo to problem? Hvala, da se vprašal. Jaz vem, da zdaj malo prehiter govorim, vse sem rekel, sem razpet med tem, ali 2 ure o tem govoril, pa sem rekel, raj ne. Naš problem, hvala za vprašanje, je zelo dobro. Jaz upam, da bo tudi dobro govoril, to bo pa zdaj. Se pravi, naše glavno vprašanje je bilo, a je nejasna vsebina možna in kako je možna v jasnem svetu. In zdaj mi pogledamo različne primere, ki imamo opravka z nejasnostjo. In nejasnost je lahko, recimo, tlele v nizu uprimerjen, se pravi, tlele imamo niz uprimerjen intencionalnih stanj, ki so določena, glede na določujoče intencionalno stanje, in nejasnost je tlele problem zaradi tega, ker nismo dali meje. Se pravi, da je zadeva podvržena solitesu, kot se reče tehnično, ker na levo pa desno ni bilo zarezne. In zdaj, če se hoče, mislim, mi Fiat naredimo, ker sem eno svojem prijatelju prav, da je Fiat
fabrika Italijana, če sem mislim, avtomobili Torino, je ta Amerikanci rekel, a res? No, ampak če Fiat se pa drugače porablja, naj bo, ne. Se pravi, mi enostavno z enim Fiatom, ne, z avto Fiat, ampak ne rečemo, enostavno postavimo, kako lahko naredimo to, da bo ta nejasni niz postal jasen, rečemo s tem, da ga zakoličimo jasno mnenje. Kaj to pomeni, da določimo pač pojem natančno meje? Ja, ker naš problem je bil, kako lahko pridemo do tega, da je nejasna vsebina nastopa v jasnem svetu. Če te meje zamejimo, ne, potem imamo opravka z jasnim nizom. Ja. A to pa pri plešcu pomeni, da določimo mejo, kje je plešec, kje pa ni plešec? Če bi bilo za plešca, bi nekaj tacega. Ampak kjer govorimo o lastnostih, kjer v bistvu nimam, to ni čisto isti primer, ker je bil tukaj v nizu Soditesa, ne? Kjer imamo enostavno lastnosti, ki se v svetu pojavljajo, pa so lahko nejasne in kako narediti jih jasne. Se pravi, nimamo celega niza in ker zgleda niz, pa je podobno temu, so v bistvu primerki, ne? Tako kot jaz se rečem, rdeče je določujoče, ampak ta primer rdečka, pa primer rdečka, sta pa določena. In zdaj, in pa en reče, kje bi pa prišlo spod do nejasnosti, v bistvu, ki jih je toliko neskončno, jih je, kje pa kje. Ni, ne vem koliko, mislim, da sem jaz to tudi že nekaj objavil na Matjaž Kotrč domača stran, ampak ne vem, če sem to pametno objavil. No, ampak, potem, se pravi, jaz ne bom preveč tega zdaj kompliciral, imamo samo še ene par primerov. Recimo imamo lahko intencionalno lastnost, to smo rekli, da je intencionalna lastnost, ki jo udejanjajo različne psihološke lastnosti. Bomo imeli tole, fi, r, in zdaj bo spet podobna situacija, da bomo imeli nejasnost tako naprej. Lahko pa, recimo, imamo pa psihološko lastnost, okoli tega so pa fizikalisti govorili, se bo dosti te abrekadabre, bomo hitro nehali. Fizikalisti so pa rekli, da fizikalna stanja, recimo naša možganska stanja, ki so v bistvu fizikalna stanja, oprimerjajo, recimo, zavestne lastnosti. In to bi bil pa primer, če ta fi, tako kot ponavadi filozofi sebejo, če so to fizikalna stanja, pa jih imamo niz primerjen, potem, se pravi, imamo spet nejasnost, nejasnost. Ne bo za vse primer, čim so te tri točke, potem imamo nejasnost. Zdaj, kako se tega lotimo? Na podoben način, ne? Mislim, spet enostavno rečemo, kako lahko iz tega naredimo nekaj jasnega, da tlele omejimo. In dobimo jasne zaveze. Ok. Samo malo. To je ena varianta. Ampak zdaj pa obstaja še druga različica, po slovensko rečem, da se znebimo nejasnosti, da rečemo, da sploh ni to, kar se mi bi deloma vprašal, da sploh, da odstranimo, da se znebimo večkrat neudejanjenosti. To zelo abstraktno zveni, zato ne grem nazaj k tistemu primeru, ki sem ga imel, ne. Recimo rdeča pa posamični, recimo, če imamo množico rdečih zadev, pa so posamični nastope rdeče, so pa elementi te množice. Samo malo.
pa lahko rečemo, da te posamične rdeče barve udejanjajo ali pa primerjajo splošnost rdeč barv. Če se pa znebimo, ampak recimo, če udejanjajo to splošnost, pa imamo lahko tak neskončen niz. Zdaj pa, to, kar sem že trikrat začel, da zdaj do konca povem, če se pa znebimo te večkratne udejanjenosti, in tale razlika določeno gre malo v to smer, ne? Če se znebimo večkratne udejanjenosti, potem zgleda, da tudi pridemo do jasnosti, to je pa tisto, kar moramo dobiti odgovor na naše vprašanje. No in kako zdaj pridemo do te jasnosti? Jaz se upravičujem, to je bilo malo kompliciran, mogoče enkrat bolj na široko, ampak zdaj bom svoj glaven rezultat poskusil samo predstaviti. Rekel sem, da zadnja naša zadeva je bila, da smo se znebili večkratne udejanjenosti. Ampak, če se zdobimo večkratne udejanjenosti, potem imamo, recimo, če imamo, smo rekli, zavestna pa naperjena stanja, ne? Se pravi, intencionalna stanja smo takole z temle, ne? Potem lahko rečemo, da zavestna stanja enkratno podpirajo intencionalna stanja. Na nekaj takega bi mislil Chalmers, bom tako povedal, kako so ljudje drugače razmišljali. Ponavadi so ljudje takole razmišljali. Če imamo intencionalno stanje, če jaz mislim na mačko, ne, potem na tem supervenira, se pravi, na tej lastnosti, da jaz mislim na mačko, se pojavi kvalitetna lastnost mojega mišljenja na mačko. Se pravi, zavestna lastnost. Kar intuitivno pomeni, da če jaz mislim na mačko, gre zavest o mački, se pravi, ta kvaliteta nekje zraven mojega mišljenja na mačko. Chalmers je pa, to so vsi ljudje, recimo mentalno, pa tako v to smer mogoče razmišljati. Chalmers je pa šel na nov način, ne, je pa rekel, zavest je pomembna, zavest. In je rekel, da so intencionalna stanja, se pravi naperjena stanja, posledica, da ona supervenirajo na fenomenalnih stanjih, se pravi na zavestnih stanjih. Čisto enostavno. Če vzamemo zavest za izhodišča, ne, pa za podlago tega, kar delamo, potem v bistvu, če mislimo na mačko, je posledica intencionalnega, posledica zavestnega stanja. Če še malce komplicirati, ko sem jaz rekel, da imamo opravka z zavestno naperjenost, sem mislil, da odpišemo zunanje pogoje naperjenosti in se samo v bistvu na zavest usmerimo. Ampak to je bilo še celo predavanje, ampak zelo na hitro bi bil pol naslov predavanja. Enakost mojega izkustva z izkustvom mojega dvojnika možgana v kadi. V tem vam jaz en članek, ampak zdaj ne bi v to šel. No, enostavno je, mi imamo ponovadi, imamo lastnosti, tole je zavestna lastnost, tole je intencionalna lastnost, naperjena lastnost, in v bistvu rečemo, da supervenira se pojavi nad. Supervenira se pomeni, da se pojavi nad, ne. Se pravi, naperjenost na mačko se pojavi nad to. Zdaj, v bistvu, zdaj ne bom več dosti kompliciral, to je zdaj prva varianta, prva različica. Druga različica, malo tle bom pisal, mali, čakaj, končno lahko to ne malo pogrišam. Druga različica, če odpravimo večkrat udejanjenost,
kar rečemo enostavno, da ni tako, da bi zavest podpirala intencionalnost ali pa intencionalnost podpirala zavest, ne? Ampak da se ena drugo podpira. To je lahko s takim znakom. Ne? Ampak kje vidite, da je bilo, da ta je v podlagi, ta pa na njej nastopa. Ne? Ker je pa, če to razširimo, je pa vsaka v podlagi drugi, različni sta, druga je pa podlaga spet prvi. Se pravi, prvi je podlaga drugi, drugi je podlaga prvi. In to se zdi komplicirano. Ne? Zato sva midva s teden, ki so o tem razmišljala, pol rekla, naj bo ta relacija enostavna enakost. Se pravi, če imamo mi zavestna stanja, so to enaka intencionalnim, naperjenim stanjem. Ne vam dam en primer, da bomo sploh videli, o čem govorimo. Znan analitični filozof Willard, mislim, da Van Orman Quine, je govoril o ekstenzionalnih ekvivalencah in sicer je govoril o zajcih. In je rekel, da je pravzaprav vse, če jaz rečem zajc, to je bilo ene komplicirane štori, ker je on na začetku svoje knjige Beseda in predmet, leta 60 je šla knjiga navedel, to je to je tisti radikalni prevod. Ki pride lingvist, se pravi jezikoslovec, pride med domorodce, ne, in tisti mu pravijo pol, mislim pol, on opazuje njihove odzive in domorodci vsake tog časa pravijo, tam je savana ali bohe kaj je, in vsake tog časa pravijo domorodci, gavagaj. In pol govori ne vejo, mislim, ta jezikoslovec ne ve, kaj se dogaja, ne, in pa ugotovine, ki vidi, kaj se v okolici dogaja, da domorodci uporabljajo izraz gavagaj za zajca. Se pravi. No, pa prav, ampak imamo pa nedoločenost tega. Mislim, ne glede na to, da ponovadi se zajc pojav, ne ve, kaj točno, lahko da je za unje blazni pomemben, da je zajklad, zajc, mlad zajc, karkoli, ne. Lahko pa so domorodci tudi taki, da imajo čisto drugo ontologijo, ne, pa mi pa tako govorijo, ne, ker bi mi prevedeli neodcepljeni deli zajca. Šipajo zdaj skrbi. No, ali pa recimo zajčevstvo. Zakaj bi bili domorodci blesali? Lahko so platonistični tipi, ne. In imajo, mislim, recimo, da tisti, ki bi mi rekli zajca, ki je tako, oni reče zajčevstvo. In zdaj, Quine je rekel, da vse te so ekstenzionalno ekvivalentne, se pravi, da so si enake, glede na to, kaj določajo, ne, se pravi, nekje naperjenost pa kvaliteta tle niti ni pomembna. No in to je bilo leta 60, ampak zdaj pred kakšnim desetletjem je pa moj znanec Stinson rekel, da to je popolnoma nemogoče, ne, tako stališče. Da je rekel, kvaliteta, če jaz mislim, neodcepljen del zajca ali pa zajkla je toliko različna, ne, da je to očividno ena enota, ne, mislim, ena je ena enota, druga je pa druga enota. Kvalitetno zavestno sta se čisto različni. In zato to je bilo v polu identiteti, se pravi enakosti. Se pravi, ideja je, da vsak primer misli, ne, pride zelo ozko prepleten z kvaliteto. Mogoče jaz vem, da sem že v dost abstraktne vode začel, ampak zdaj bom za konec zelo na kratko še dve stvari samo povedal. Mislim, prvič bom povedal to, da ta enakost intencionalnega in zavestnega, se pravi naperjenega pa zavestnega,
je lahko odgovor na to vprašanje, kako je možna nejasna vsebina v jasnem svetu, ne? Kaj sem pa se hotel reči? Da v naši filozofski, kako bi rekel, sreni, da sploh mislim zadnje 100 let, obstajata dve zelo močni predpostavki, ki mislim, da sta napačni predpostavki glede tega, o čemer danes govorimo, to je namreč naperjenost, se pravi, naša misel, pa tako naprej, pa zavest, pa te zadeve. In sicer, da je naperjenost prvič ločena od zavesti in drugič, da je naperjenost ločena od sveta. Jaz sem s takim sedenjem to prijel, da moraš malo razložiti. Mislim, to zelo na hitro poskusil razložiti. So eni taki pametni ljudje, recimo, kot je Kim, tak je bil Celju, Jirgon Kim, mislijo, da če jaz recimo mislim na mačko, ni nobenega kvalitativnega doživljaja, nobenega zavestnega doživljaja, ki bi bil nujno prepleten s tem. Temu pravimo ločitvena strategija, se pravi, da obstaja dosti ostra ločitev med intencionalnimi, naperjenimi strani pa med zavestnimi strani. In jaz mislim, da ta enakost gre proti temu. To se samo na hitro rekel. No, zdaj bom pa zadnjo stvar, samo še par stavkov povedal. Ta zadnja napačna predpostavka je pa naslednja, da je naperjenost ločena od sveta. Se pravi, ko jaz, namreč ideja je taka, ker jaz razmišljam o zajcu, pa mislim na zajca, mislim samo ful na zajca, vse ostalo, ker je pa v zadju, da jaz sploh lahko o zajcu mislim, je pa svet. Se pravi, če jaz ne bi bil prebivalec sveta, sploh ne bi mogel vedeti, kaj je to zajc. In vsa ta filozofska teorija pa to predpostavlja, da jaz nekaj atomistično, ne, samo se usmerjam na eno in recimo proti temu se mi zdi, da je šel Heidegger, ne, da je bil en tak tip, ne, da ozadje je zelo pomembno. Ne, da ker jaz na nekaj mislim, jaz to mislim že v svetu, v katerem živijo ljudje in tako naprej, ne, v katerem se dogajajo zadeve, da kaj se govori z drugimi, mislim, da podatke. To je bilo vse za danes, tako da upam, da bo dosti materijala za